Pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Rina Benček in danes z novo temo. Zredila sem se, kaj pa zdaj? Konc sveta, ne? Jaz mislim, da se je vsake že zgodil, enim se mogoče še bo, ampak ja, poletje je pred vrati in jaz vem, da to je zdaj v bistvu to obdobje, ko se večina pripravlja na sezono kopalk in če ste čez zimo bili pridni, imate mogoče zdaj večkam več dela, ne? Ja, najprej bi se rada že zdaj zahvalila čisto vsem, ko sem se kdaj zredila, pa ko ste mi videli, ko mi niste še živijo dobro rekli, pa ste bili, fuck, kaj si pa ti naredila? Ja, rada dobro jem, no. To ponovadi ne nastane od zraka, ne boste verjeli. Tako da, hvala vsem. Kaj je namen današnjega videa? Ja, jaz sem sigurno ne bom dala nobenega nasveta, kaj narediti, kako se tega lotiti, ker v bistvu, kar je današnji point tega videa, je to, da vsi pred poletjem želimo biti kao ta najboljša verzija fizična sebe, a ne, in takrat začnemo z nekimi drastičnimi dietami in vsem ostalim, a ne. Ampak bistvo vsega je pa to, a ne, da velikokrat se čisto lotimo iz pač napačnih kotov vsega skupaj. Namesto, da bi se lotili nečesa, zato ko bi si rekel, želim si zdravo živeti, želim v bistvu sebi dober in zaradi tega bom v bistvu furil nek zdrav lifestyle, ne. Ne pa, da celo leto delaš slabo zase, ješ svinjarije, fast food, ne vem kaj vse, a ne, in pa v bistvu moraš nekako na hitro ta davek plačati, a ne, pridobiš kilograme in pol zdaj pa ne vem, gremo v neke drastične diete z vsemi raznoraznimi pripomočki, mislim reklame itak nas bozerirajo iz leve in na desno, a ne, tako da jaz vse, kar bi rada povedala, je v bistvu to, da probite raj furati en zdrav lifestyle, probite v bistvu ugotoviti, kaj vam paše, na kakšen način bi lahko bilo dobro za vas, da bi se dobro počutili, da v bistvu športate zato, ker je to dobro za vaše telo, ker je to dobro za vaše zdravje, da vzdržujete neko stanje. Zaradi tega, ker bodimo realni, ker smo enkrat 30 plus iz prve roke, se vse malo vse stvari počasneje premikajo, pa tudi mogoče prej poznajo, ker bi želel, da se ne, a ne. Tako da nek zdrav lifestyle je treba živeti, a ne, in v bistvu gledati res, kaj vnašamo vase, a ne, ker vsi gledamo, kaj bomo dali nase, noben se pa ne ukvarja toliko s tem, kaj bojo dali vase, a ne, in da to ni kar neki, kar nam prvo pride pod roko, a ne, saj jaz tudi rada pojem burek, pa tudi rada pojem pico, ampak na koncu v bistvu vidim, da se sama dobro potem ne počutam, a ne, da je kar fajn imeti nek balans, piti vodo in tako naprej, a ne. Tako da, ja, mogoče sem zdaj malo zašla, ampak point tega videa je bil tudi ta, a ne, da veliko punc, sploh ker delam v trgovini z oblekami, ugotavljam zadnje čase, da so tako obremenjene z Instagramom, z pač popolnostjo na socialnih omrežjih, in tukaj se mora dotakniti tega, da je marsikatera stvar pač photoshopana. Danes obstaja že 1001 aplikacija, s katero si lahko na hitro potegnete trebuh not, jožke ven, rit povečate, da ne govorimo pa o življenjskih aplikacijah, kot so liposukcija, ki je v Ameriki postal že kot obisk zobarju. Kaj bo to prineslo na dolgi rok, jaz ne vem, ampak vse je ratalo toliko instant, vse je ratalo toliko hitro, da me že čisto iskreno skrbi, a ne. In kar sem vam jaz hotela danes tukaj povedati, je to, da vsi imamo svoje spolne pace, nikoli ne veste, kaj gre ena oseba, kaj daje čez in mogoče je glih to, da se je zredila ali pa shujšala, tudi mogoče ni najbolj pozitivno, a ne. Čist en primer iz realnega življenja, ena moja kolegica je shujšala, ker je pač imela res ogromne skrbi v življenju in je dobila sporočilo od enega, svaka čast, ful si shujšala. Ja, mislim, prvo kot prvo, a to je neki kao svaka čast, mislim, ne veš sploh, kaj je za tem, a ne. Tako da, ne vem, no, preden kaj skomentirate, dajte se pač malo vprašati, mogoče sploh nekdo noče shujšati. Tako da, ja, namen mojega videa je ta, ne, da v bistvu bodimo prijazni s temi komentarji, ker nikoli ne veste, mogoče se skriva kakršnakoli motnja
v ozadju, veliko je tudi tega, o anoreksiji, bulimiji, da sploh ne začnem govoriti, ker tudi sploh mlajše generacije se mi zdi, da so še hujše in spet smo pri socialnih omrežjih, zaradi tega, ker vse gledajo neke pa polne postave, ki so pa spet lahko totalna iluzija. Jaz ne rečem, da ne obstajajo punce, ki imajo zelo lepe postave in tudi garajo mogoče za njih, ampak ja, pač vse to je posledica lahko nekega dela, tako da živimo v življenju posledica, kako je rečem. Tako je. Tako da ja, če na kratko povzamem, uporabite možgane, to vam bom povedala v vsakem videu. Tudi če mislite, da boste, ne vem, shujšali kratko, pa z nekimi pripomočki, ja, pomagajo, mogoče malo pospešati zadeve, ni pa, da bo to kar čudežno se zgodilo čez noč. Tako da, če že delate nekaj, športite res, vnašite zdravo prehrano, ker to se vam bo na dolgi rok obrestovalo. Pa, ker sem prej rekla, da gledamo, kaj dajemo nase, če bi dajali to tudi vase, ne mislim samo na hrano, berite, pazite, kaj gledate, kaj berete. Sam še hejlo mi manjka na glavo. Ampak, ja, dejansko, hotela sem samo to povedati, pozitiven odnos do svojega telesa in to bo edino tako, da boste prijazni do svojega telesa, kar pomeni zdrava prehrana, če se le da športite in imejte se radi. A prav, pa se vidimo spet kmalu. Čau! A ja, če vam je bilo tole všeč, lajkite, subscribite, šerite, pa ne pozabite slediti mojim Insta zgodbam, ki so baje ful zabavne. Čau!